Vaša ekipa je v polnem zagonu za akcijo Kruh za življenje. Kako poteka vse skupaj? Zelo naporno, bi lahko rekel. Teden Karitas nosi naslov Kruh za življenje, da bi tako opozorili, da človek potrebuje oba kruha za dušo in tudi za telo in tega vedno bolj primanjkuje za telo. Zato prihajajo ljudje v tem tednu še bolj, mislijo, da bodo lahko še več iztržili, če tako se izrazim, da imamo dovolj vsega, kar oni potrebujejo. Pa nimamo tako ne dovolj denarnih sredstev, kakor tudi ne dovolj materialnih, zato vedno prosimo ljudi za denarna sredstva, da nakazujejo na naš žiroračun, kakor tudi za vse tisto, kar lahko dajo, ne le oblačila, obutev, ampak tudi, če kaj kupijo v trgovini, da nam prinesejo in tako darujejo materialne stvari, vse tisto, kar pač v trgovini dobimo. Vrh akcije bomo doživeli sedaj v sredo z velikim koncertom, pa tudi zaključno mašo. Res je, v tednu Karitas je glavni dan, navadno zdaj že nekaj let, sreda, ko se vsi sodelavci, darovalci, ljudje dobre volje najprej zberemo na Ponikvi ob predsedniku Slovenske Karitas, škofu Marjanu Turnško, kjer se zahvaljujemo in prosimo za naprej za moči, da bi zmogli to delo dobro opravljati, in potem je klic dobrote, ko po televiziji in po radiju ljudi tudi nagovarjamo za denarna sredstva, in je potem prva adventna nedelja, tudi nedelja Karitas. Zanimivo, da advent, pričakovanje, pa nedelja Karitas gresta nekako skupaj, kjer se pa po župnijah, župnijske Karitas predstavijo, povedo, kaj vse se je dalo narediti s tistim, kar so ljudje darovali po župnijah.